Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi podcasta Poslušam se s Polono. Tokrat lahko prisluhnete 14. epizodi podcasta, v katerem z drugimi strokovnjakinjami govorimo o razvoju, vzgoji in izobraževanju otrok. Nekaj tem pa posvetim tudi temam osebnostne rasti. Če so vam epizode všeč, vas vljudno vabim, da jih tam, kjer jih poslušate, na tistih platformah, tudi všečkate, se pravi lajkate, da jih delite. Če jih boste delili, bom zelo vesela tudi, da me označite, tako se vam lahko tudi zahvalim. Na Apple podcastih oziroma tudi na Spotify lahko podcast Poslušam se tudi ocenite, naprimer s 5 zvezdicami in mi tako pomagate, da epizode sliši še več ljudi. Hvala. Zelo sem vesela vaših vprašanj, mnenj, komentarjev, tako da res vljudno vabljeni k postavljanju vprašanj. Na vse poskušam odgovoriti čim prej. Najlažje vidim ali na Instagramu ali na Facebooku. Tokratni pogovor bo s strokovnjakinjo z vzgojnega področja. In sicer gostim dr. Ano Bezinšek, je profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, je tudi mama 2 otrokoma, žena, je pa tudi znanstvenica in predavateljica. Pri svojem delu je vodi ljubezen do otrok in vzgoje. Ano lahko spremljate tudi na njenem Instagram profilu, Vzgajam in sem ok, kjer deli krasne večinoma video napotke o vzgoji, vabljeni k njenem spremljanju. Stano se bomo v današnjem pogovoru osredotočili na to, kako otroka pohvaliti, če in kdaj uporabiti nagrade, ter kakšne naj bodo, kako reagirati pri vedenju, ki ni želeno, ter še obilo drugih napotkov. Ana, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Polona. Res srčna hvala za tole vabilo, sem bila zelo vesela, da sem prejela Poslušam.se vabilo, pogledam in sem rekla, no to pa bo nekaj krasnega, da lahko morda, bom rekla, opolnomočim tudi druge starše z tega področja. Vse tako, kot si že povedala, sem v različnih vlogah, kot žena svojemu možu, potem imam 2 majhna otročka, 4 leta je sin star in pa punčka 1 leto pa pol. Tako da je tale vloga mame potem prinesla tudi nekaj novega v moje življenje. Zdaj v samem službenem času pa spet zavzemam druge vloge. Tam pa delam bolj z otroci, ki imajo posebne potrebe. V že dolgoletnem obdobju proučujem, raziskujem in tudi delam z otroci, ki imajo predvsem razvojno-nevrološke motnje, avtistične motnje, tako da delam tako v ambulanti za avtizem na Inštitutu za avtizem Zavodu za razvojno medicino Ljubljana in pa potem tudi na pedagoški fakulteti, kjer sem kot asistentka in skušam potem seveda te neke napotke predati tudi študentom. Zdaj kot mamica, ko sem pa dobila ta 2 čudovita otroka, pa potem nekako vse to znanje, ki ga imaš, nadgradiš in ga skušaš modificirati pri svojem pristopu, pri svoji vzgoji. In ko smo mamice vozičkale, smo večkrat potem tudi seveda si podelile kakšne izkušnje. In enkrat me je ena mami pol tudi malo spodbudila, je rekla, pa veš kaj, jaz bi še več teh vsebin, Ja, in potem smo nekako prišli takrat tudi na to idejo, da pa bi na Instagramu odprli tale profil, Vzgajam in sem ok, kjer bi bil morda prostor za to, da v eni taki res zelo omejeni obliki podelim napotke in skušam opolnomočiti potem tudi druge. Tako da, evo, tukajle sem. Ja, odlična predstavitev, dobra ideja, lepo, dobro, da si se lotila, Super. Hvala. Pa bi mogoče danes, rekla sem pač, da bova govorili o obvladovanju neželenega vedenja, ampak bi mogoče začeli kar z želenim vedenjem, da začneva bolj na pozitivno. Paskrat se še pojavlja, slišimo besedo priden. Naprimer, otrok pomaha starim staršem ali pa znancu in se sliši, kako si priden, pridna. Kaj ti meniš o tej besedi priden, če se mogoče preveč pogosto pojavlja, oziroma kakšno je tvoje mnenje?
Ja, besedo priden res pogosto lahko slišimo, pogosto se tudi sami ujamemo v tem, ne, da jo uporabimo, dokler morda tega niti ne ozavestimo na tej ravni. Sej, v bistvu z besedo samo po sebi ni nič narobe, ne, gre za neko, ima pozitivno konotacijo, se pravi, ko mi uporabimo besedo priden, na ta način v bistvu nekaj dobrega otroku sporočamo. Zdaj, jaz tu pri uporabi te besede vidim en drug problem, ne, da je beseda morda zelo nedoločena. Se pravi, mi ne vemo točno, kaj se za tem skriva, ne. Zdaj, kadar jaz rečem, da je moj otrok priden, to morda pomeni nekaj drugega, kot takrat, kadar to reče moj mož, ali pa morda takrat, ko to reče vzgojiteljica ali pa učiteljica, ne. Se mi zdi, da vsak ima neka svoja pričakovanja, ki se skrivajo za tem, in seveda, ko mi tako na splošno otroku rečemo, potem otrok tudi težko razume, kaj izmed tistega, kar je naredil, je bilo dobro, da bi to v prihodnje tudi ponovil. Tako da morda se mi zdi, da je ta problem, ne, da ne ve točno, kaj se skriva za tem. In seveda, na kak način pa zdaj to premostiti? Mislim, da je pač smiselno, da to besedo konkretiziramo in mi povemo, kaj je dobro naredil, ne? S čim smo mi bili zadovoljni. Prej je bil primer, da je pomahal, krasno si pomahal, ne vem, učiteljica, poglej, otroci ste pridni takrat, ko sedite, ko dvignete roko, če želite kaj povedati, takrat, ko, ne vem, se ustavite, če je vrsta. Na takšen način mi povemo, kaj se skriva za to besedo, da bo otrok na nek način uspešen in priden. In zdaj, ko otrok razume, kaj se skriva za tem, pa mi v bistvu s tem spostavimo tudi neke vrste varno okolje. Zdaj, če jaz vem, kakšna vedenja so tukaj zaželjena, potem na nek način, če temu sledim, sem priden. In s tem sem zadovoljen jaz, ker vem, kaj me čaka, in pa tudi učiteljica ali mami, ki je na drugi strani, ki mi je postavila v bistvu to zahtevo. Zelo dobro, si to povezala v bistvu, ja, da res tudi s tem ustvarimo varno okolje. Otrok točno ve, kakšna so naša pričakovanja, naše zahteve. Ja, saj v bistvu tudi sistem deluje tako, ne. Zdaj recimo v bloku, mi smo imeli v bloku, ko smo še živeli tam, je bil hišni red. To pomeni, česa se je treba držati, zato da smo tam v redu. To je zelo podobno in tudi mi lahko otroku zadeve napišemo, morda takrat, kadar potrebuje malo bolj konkretno. Na podoben način. V bistvu je to, da mu res konkretno, tako kot si prej, mi je bilo zelo všečno, ker si podala res konkretne primere, kako konkretno, čim bolj vedenje oziroma kaj želimo poudariti. Tako. Kako pri pohvalah, pri želenem vedenju, kaj se ti zdi, da bi izpostavila, da je še zelo pomembno? No, zdaj, lahko se navežemo tudi na prejšnjo, ne. Tudi pri pohvalah je enaka zadeva, ne. Se mi zdi zelo pomembno, da mi res otroku jasno povemo, kaj smo pohvalili, ne. Recimo, ne vem, zdaj želimo, da se otrok usede, zdaj, ali rečemo samo priden si, ali pa na drugi strani rečemo, lepo si se usedel, ne. Je to čist ena druga zgodba, ker mi konkretno spet pohvalimo tisto vedenje, da otrok ve, kaj je pač naredil dobro, da smo mi s tem pač tudi na nek način zadovoljni, ne. Kar je mogoče pri pohvali še zelo, zelo pomembno, je tudi čas, kdaj mi to pohvalo damo. Zdaj, recimo, otrok lahko v neki seriji, nekih dogodkov naredi več stvari. Ne vem, primer, zvečer gremo se umivati, recimo, ne, pa ima otrok težave, da si ne želi umiti rok. Pa se s tem, recimo, večkrat zatikamo zvečer, no in potem pride en dan, ko on to lepo upravi, ne. In zdaj, če pogledamo otroka, najprej pride, odpre pipo, umije roke, ko v bistvu to pipo tudi zapre, kaj se zgodi, ne? Otrok obriše roke in potem morda tudi to brisačo ali papir vrže v koš. In če mi pohvalimo šele pol, ne, ko vse naredi do konca, ni točno jasno, kaj smo pohvalili, sploh če pohvala ni tudi konkretno povedana. Tako da tu se mi zdi, da res takrat je treba pohvaliti, ko se to zgodi, da otrok to dvoje res poveže dejanje, ki ga je naredil, in pohvala, ki se je v bistvu takrat tudi pojavila. To je tudi ena, zdaj, glede samih pohval, je tudi ena taka zadeva, zelo zavisi od tega, koliko je star otrok, ki ga imamo na drugi strani, ne. Zdaj,
seveda mlajši kot je otrok, bolj je pri njemu prisotna še ta zunanja motivacija, ne? In kaj to pomeni? Se pravi, da otrok rabi zelo konkretno biti pohvaljen, da bo razumel, da je nekaj dobro naredil, ne? In sama ustna pohvala, ki je največkrat podana tako, je morda lahko tudi premalo. Je pa pomembno, da jo vseeno pridružimo. Recimo, če je majhen otrok, pa mu damo štampilko, to je, ali pa nalepko, to radi damo, ne? Damo otroku štampilko in ga zraven tudi pohvalimo. Pridružimo to našo pohvalo besedno temu dejanju, ki je malo bolj konkretno. In ko bo otrok rastel, ko bo malo večji, bo v bistvu ta motivacija prehajala iz te zunanje v bolj notranjo. In čez čas bomo lahko opustili te nalepke, štampilke in tako naprej in bo pohvala kot neka socialna zadeva, ki se pojavi, lahko čisto dovolj, da bo otroku dala vedeti, da je to nekaj dobrega. In se bo samo, takrat, ko sem dobil nalepko, sem bil pohvaljen, to spada skupaj. Se pravi, naredil sem nekaj dobrega. Ne? V tem smislu. Ja, se mi zdi, da to se zelo dobro izpostavlja, da je večkrat tudi mogoče vprašanje staršev, a so nalepke smiselne ali ne. In se mi zdi, da si s tem zelo dobro odgovorila na to, ne? Ja. Pa mlajši, ki je otrok, res več teh zunanjih potrditev potrebuje, ne? Tako. Ja, in da zdaj to ne pomeni, da če bomo začeli z nalepkami in s pohvalami skupaj, da bomo res tudi čez par let ali pa čez par mesecev potrebovali nalepke. Eni otroci tudi zelo hitro preidejo na ta drugi del in jim je to popolnoma dovolj, ne? In takrat mi takoj, ko se da, opustimo nalepke, štampilke, ne? In preidemo na pohvalo, ker to si želimo. Da bi bilo čim manj tega prvega dela in da bi potem na tej besedni ravni dejansko otrok razumel in bi bilo to zadosti, da bi ta pohvala bila tudi na nek način učinkovita. Ne? V bistvu so te nalepke pa lahko jemljemo kot eno nagrado tudi. Ali nagrado v bistvu, če recimo zbereš 5 nalepk, je kakšna nagrada. Kaj meniš recimo ti o tem pristopu? O samem sistemu žetoniranja, ne? Ki je otrok nekaj konkretnega zbira, da pač potem doseže neko zadevo. Ja, spet, zdaj, ne, okrog nagrad je vedno veliko povedanega in zelo različna mnenja so tudi okrog tega, ne? Tako da, zdaj, če zavzamemo mogoče malo bolj, bom rekla, znanstveno stališče, ne? Če pogledamo ta del, lahko vidimo, da imamo v glavnem 2 pristopa. Ali je pristop pač bolj pozitiven, ali je bolj negativen pristop, ne? Če mi seveda z neko posledico vplivamo na vedenje otroka. In nagrada zagotovo predstavlja pozitiven pristop, ne? Kar je v nasprotju z negativnim. In dokazano učinkovito je, da pozitivni pristop bistveno boljše deluje na otroka, da se otrok hitreje, lažje, z večjo motivacijo in veseljem tudi uči. Kar še ne pomeni, da mi z negativnim pristopom tega ne moremo doseči. Dodamo en primer, ne? Zvečer, recimo, umivanje zob zna biti težava. Ja. In zdaj mi lahko gremo na negativen pristop, pa rečemo, poglej, če ne boš umil zob, potem ne bo risanke, ne? Za eno tako grožnjo pridemo. Lahko pa drugače obrnemo zadevo, ne? Pa rečemo, poglej, najprej bova umila zobke, ne? In ko bova to naredila, bova pa pogledala risanko, ne? Pa sledi nekaj, kar ti je všeč. Lahko damo celo 2 risanki potem, ne? Da res ukrepimo to. In otrok se nečesa veseli, ne? Najprej umijem zobe in potem sledi tisto, kar je meni všeč. V obratnem primeru bo morda tudi otrok začel umivati zobe, ne? Ampak predvsem iz tega strahu, da mu bo nekaj pobrano, da se bo zgodilo nekaj, kar mu ni všeč, nekaj neprijetnega. Mislim, da stremimo večina staršev k temu, da se otrok v procesu učenja dobro počuti, ne? Zdaj, morda tudi, kdaj so smiselne in koliko časa so smiselne te nagrade, to pa je pomembno povedati, ne? Enako pohvale prej, ne? Tudi mi ne rabimo non-stop otroka hvaliti, ne? In ga non-stop nagrajevati. Predvsem v procesu učenja, ko se on uči nečesa novega. Takrat uporabljamo, ne? Ko se nauči, ko že zna, takrat pa mi lahko suvereno kot starši na drugi strani začnemo to tudi zahtevati. Ne? Tu pa pol preidemo iz tega procesa učenja, ki je bilo otroku zahtevno, že v fazo poslušnosti. Ali imamo to avtoriteto, ali nam otrok sledi,
Ker še ne pomeni, da nikoli ne smemo uporabiti kakšne nagrade ali pa motivatorja, da nam bo sledil, ampak bistveno manj, kot je to potrebno v fazi samega učenja. Ker takrat vem, da otrok to zna, da on to zmore in lahko to na nek način suvereno od njega tudi v bistvu zahtevam. Tako da tu smo vedno v enem takem dvoreznem meču, kaj uporabimo in kaj ne. Zdaj, morda nagrada, to bi lahko še tudi izpostavile, morda nagrada ni ravno pravi izraz, ki ga uporabljamo. Tukaj govorimo bolj o nekih motivatorjih, ker nagrada lahko predstavlja nekaj, kar nam je všeč, ni pa nujno tista, ki bo spodbudila, da bomo mi z nekim vedenjem nadaljevali v prihodnje. Včeraj smo ravno za hčerko skakali na trampolino, ona ima to zdaj zelo rada, ampak nekako je bila prestrašena, ni upala skakati, in je vedno pri strani sedela, se bolj držala, pač deklica bolj tako, zadržana. Ja, tako, in sem rekla, zdaj bova pa midve probale se malo spodbuditi, da pa ona bi začela z tem, In sem jo dala na sredino in sem najprej tudi pomagala, smo začele malo skakati. In takoj, ko je pokazala malo tega svojega interesa, sem jaz to nagradila, Pa sem jo žgečkala, prevrnila na tla, in pa smo midve imele te dinozaure, ki hodijo, se je smejala, je bilo blazno zanimivo. In potem sem se umaknila na kraj in čakala, In me je gledala, sem ji ponudila roko in sva spet poskusili skakati. In sem spet nagradila za žgečkanjem. V tretje, ko sem se umaknila, je ona že stekla na sredino in začela skakati. Je sama. In to je bil motivator za njo. Ona je ponovila to, kar smo naredile prvič, drugič, tretjič. Ne vem, danes bomo spet poskusili, in bomo ponavljali to en čas. In ko bo ona to obvladala, jaz ne bom več rabila žgečkati vmes. Mogoče še kdaj pa kdaj, ko bom prišla mimo, ampak ne bo pa več to ta vzgib, da bi jo spodbudila k temu, da bi ona pač v bistvu to tudi naredila. Zdaj, en vidik pri samih nagradah, mogoče, ki se mi zdi tudi zelo pomemben, ki bi ga bilo smiselno izpostaviti, je tudi ta, da mi večkrat nagrado vežemo na neko vedenje, tako kot sva prej rekla, če zobe umiješ, potem picanka, Pa mi vemo, da se večkrat vmes lahko še kaj zgodi, vse mamice to vemo, morda otrok nekaj polije, kako lumparijo, če temu rečemo, naredi, In takrat mislim, da je zelo, zelo pomembno, da ne mešamo tega nekega neželenega vedenja, ki se je mimogrede urinilo vmes, z tem našim dogovorom, ki smo ga dali. Mi seveda tako mimo povemo, da to ni prav naredil, ampak ga ne kaznujemo v tem smislu, da razdremo dogovor, ki smo ga sklenili na začetku, vezanega na učenje umivanja zob. Ker sicer bomo izgubili to zaupanje in če nismo fair tukaj do otroka, nam otrok prihodnje ne bo sledil, ko bo rekel, vse brez veze, itak vedno nekaj pride vmes, da pol do tega ne pridem. In tu moramo biti zelo, zelo dosledni, da tisto, kar sklenemo nek dogovor z otrokom, da se tega tudi držimo. Lahko pa drug večer to dodam, rečem, zobe umile, pa ne bova polivali in če se tega drživa, pol je risanka. Lahko to dodam, če je to problem, ki se ponavlja, Ampak v tistem trenutku se mi zdi pa pomembno, da se držim tega dogovora, ki ga tudi sklenem na nek način, V bistvu, to je res tako zelo pomembno, ker se mi zdi, da lahko res v tistem ne vemo, kako bi reagirali in bi verjetno lahko se hitro zgodi, da če nismo na to res pozorni. Pa tudi to je, mi večkrat ciljamo samo na te zunanje nagrade, rečemo, zdaj pa otroka nagradimo z nečim, mu nekaj damo. Večkrat je nagrada že lahko v bistvu zelo naravna, sama po sebi, recimo, ne vem, primer, recimo, otroka želimo odvaditi, pije po steklenički, pa ga želimo navaditi, da bi pil po kozarčku, iz kozarčka. In mi lahko malo izkoristimo v bistvu to neko naravno posledico, ki se bo zgodila, in rečemo, moj otrok rad pije vodo, zelo ima pa rad tudi jagodni čaj, to ima tudi zelo rad. In zdaj jaz lahko malo pogolofam, da si pomagam na ta način in jagodni čaj dam v kozarec, medtem ko v stekleničko dam vodo. In mu rečem, pridi, bova poskusila piti iz kozarca. In v bistvu že ta vsebina, ki je v samem kozarcu, je neke vrste nagrada. Motivatora, da bo on naredil in bo rekel, to je fino delati,
Saj veste, mali otroci delajo, kar se jim splača. In če se njemu splača piti iz kozarca, sploh v tej prvi fazi, da se to nauči, bomo čez čas lahko stekleničko brez težav vzeli in dali enkrat vodo in drugič pač jagodni čaj. Tako da lahko izkoriščamo čisto naravno posledico, ki se zgodi, zakaj pa ne? Ne rabimo vedno nekih zunanjih nagrad za to. Sploh ne takih nujno velikih materialnih, a ne? Ne, seveda ne. Že samo zaporedje dogodkov, tako kot sva prej rekli, ne, recimo, ne vem, umivanje zobov pa risanka. Mi bi morda v vsakem primeru risanko itak otroku dali. Ali pa ne vem, kaj pa vem, pri nas doma imamo po kosilu je bonbon, ne, pač bonbon, takšen imamo ta dogovor. In lahko ga izkoristimo v ta namen, a ne? Ali ima na voljo kar tako in nam ta motivator malo pobegne, ali ga pa izkoristimo v ta namen, zakaj pa ne? Če ga že imamo namen dati, recimo. Naprimer, če boš pripravil pribor, te sledi potem bonbon ali pa... Tako, a ne? V vsakem primeru smo ga imeli namen pač njemu tudi dati ta bonbon, a ne? In že z samim tudi tem zaporedjem, ki sledi od zahtevnejšega k manj zahtevnemu, k nečemu, kar me veseli, že tak prehod bo otrok lažje speljal, ne? Najprej učenje, potem recimo gremo ven na kolo, naprimer, ne? Se zabavati, ne? In otrok bo imel interes, da čim hitreje to upravi, ker posledi nekaj, kar mu je všeč, ne? In je to neke vrste pozitivna posledica, ki se zgodi potem, ko on naredi nekaj, kar pa bi mi želeli, da bi se naučili. Bistveno težje pa je najprej na kolo, pa za nogo not vlečem, ne, da se pa greva zdaj učiti. Ne. To je pa naša, mislim, smo v težji, takrat se v težjo vlogo postavimo, ne, in ne rabimo. Če je možnost, si naredimo tako, da je nam lažje. Tudi pol več časa rabimo, da pripravimo. Ta prehod je bistveno zahtevnejši, ne. Ja, zelo lepo si v teh nagradah, pohvalah, konkretno si konkretizirala. Zdaj pa se mogoče, kaj pa če otrok nekaj ne dela tako, kot je prav, oziroma mi mislimo, da bi bilo prav, si ne drugače želimo. Pogosto pa, če smo bile prej ravno pri besedi priden, pogosto se pač ujamemo, mogoče v to zanko si poreden, pogosto pač mogoče tudi slišimo, poglej, onega otroka, kaj pa priden, kaj pa ne joka. Kako bi svetovala v takih primerih? Zdaj, mislim, da tu moramo, prva stvar je, da res jasno ločimo vedenje od nekih čustev, ne? Priden je, ker ne joka. To je na vse zadnje na nek način vezano predvsem na čustvovanje. Se pravi, čustva so dovoljena, zakaj pa ne? Sej, vsi kdaj jokamo, smo kdaj jezni, smo kdaj žalostni, smo tudi kdaj veseli in z samimi čustvi na vse zadnje ni nič narobe. Problem so vedenja, sploh tista, ki so nezaželjena, ki so moteča, razdiralna, agresivna, ne vem, pač takšna, ki jih pač si ne želimo, ne? Tako da tu se mi zdi zelo pomembno, da res pazimo, da smo vezani na posamezna vedenja in pa predvsem ne gremo na osebnost na otroka, ne? Se pravi, ti si slab, ne? Ker si zdaj, ne vem, otrok vrže stol, ko je jezen, se razjezi, takrat odkomentiramo, poglej, ne dovolim, da mečeš stol, to se ne počne. Še vedno pa, seveda, imamo radi svojega otroka, ne? In zaradi tega še ni slab otrok, ampak je naredil nekaj, kar se ne počne. In to se mi zdi zelo pomembno, da je pač treba ločiti v tem trenutku, ne? Da ne komentiramo njega kot osebnosti, ampak predvsem tista dejanja, ki je naredil, s katerimi se mi v tistem trenutku ne strinjamo. Je pa res, ne, sploh kadar gre za taka, če smo zdaj že pri tem, ne, da je vrgel stol ali pa ne vem, nekaj neželenega naredil in to mu tudi povemo, takrat tudi to na nek način mejo postavimo, da se to ne dela. Velikokrat na tem mestu pa pozabimo otroku povedati, kaj pa naj naredi, da bomo pa to obrnili, a ne? Kaj pa želimo. Tako, kaj pa želimo, da bomo pa mi v tistem trenutku zadovoljni. In takrat mi, poglej, otrok tudi skače recimo na sedežni, rečemo, ne dovolim skakanja, sedi.
in ga primemo za roko in ga posedemo, recimo, ne. V tem primeru tudi lahko, ne, mu rečemo, ne vem, pač meče stole, da tega ne dovolim, sedi, daj noge na tla, poglej me, a ne, in potem nadaljujemo z nekimi govorom ali karkoli imamo naprej. Se pravi, da otroku v tisti stiski, ki ima, ki on ne ve, kako bi to vse predelal, ki v njemu urejo ta čustva, takrat mu damo idejo in rešitev, kako to umiriti, da bomo mi z tem vedenjem tudi zadovoljni. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. No, mogoče ni bilo zdaj del tega, pa sem se spomnila. Ne, sej, ja, zelo dobro. Mogoče bi ti tukaj še vprašala, če je slučajno v tem primeru, ko si zelo dobro zasedežno, ne? Se ti zdi pa primerno, da bi rekel, ok, ne dovolim, da skačeš po sedežni, da bi mu pa ponudili možnost, lahko pa skačeš na žogi, če imamo recimo tisto veliko žogo. Ja. Alternativa je vedno dobra, pač seveda zavisi od tega, zakaj otrok to počne, ne? Mogoče bova kaj več o tem še kasneje spregovorili, ampak definitivno ja, mi lahko otroku ponudimo alternativo. Ne vem, mi imamo trampolin in lahko bi rekla, na sedežni ne dovolim, lahko greš ven in skačeš na trampolinu. Se pravi, da mu damo možnost, da izrazi v bistvu to svoje početje na nek sprejemljiv način, a ne, na socialno sprejemljiv način. In skakanje na trampolinu je čisto ok, ni nič narobe s tem. Pač skakanje na sedežni pa ni dovoljeno na nek način. Je pa res, da verjetno pač ni v vsakem primeru možna ta alternativa, a ne tako. Tako. Ni v vsakem primeru možna, pa tudi ni v vsakem primeru zaželjena. Smiselna. Ni v vsakem primeru smiselna. Tako. Pač določenih stvari pač se ne sme in ja. Mogoče tukaj, določenih stvari se ne sme. Ja, mogoče tukaj še to, ne, da mogoče vedenje ne vzamemo res tako kot osebno, ampak pač del učenja. Vsak otrok bo pač naredil stvari, ki niso primerne v postopku učenja, v procesu učenja. Ne. Zagotovo gre za neko fazo učenja. In tudi otrok se iz teh izkušenj vseeno seveda nekaj nauči, a ne? In zagotovo, sploh ko se nam prvič to zgodi, ne, mi tudi na to ne moramo biti pripravljeni, ne? Ker mi prvič gremo, ne vem, na en obisk in se tam zgodi ena scena, ki jo nismo pričakovali, ne? In v tistem trenutku morda tudi nimamo strategije, ne vemo, kako odreagirati, se ne znajdemo, smo pa dobili pomembno izkušnjo, tako mi kot tudi otrok. Velikokrat se zgodi, da otrok ponavlja potem te zadeve, ne? Ko bomo naslednjič spet šli na obisk, morda se ni želel sezuti, morda ni želel tam igrač deliti ali nekaj se je zgodilo, se pa mi na to lahko vnaprej pripravimo. Prva izkušnja je bila pa izkušnja za oba, tako zame kot tudi zanj. In morda bo že dovolj zadostna, da se on že iz te izkušnje naučil, zakaj ni bilo vredno in zakaj se to ne splača početi. Morda bo pa potreboval še nekaj teh ponovitev, kjer bomo pa mi lahko drugače odreagirali, ker bomo na to tudi drugače pripravljeni. In bomo o tem premišljevali, morda potem zvečer, ko bomo prišli domov, pa še drug dan nas bo malo tiščalo, ne, kako zdaj to, ne, bomo tuhtali in bomo naredili neko strategijo, nek načrt, kaj bi pa naslednjič lahko in bomo bistveno bolj opremljeni, ko se bo to tudi zgodilo, ne. Verjetno, tako ga si tudi rekla, glede na to, da je prva izkušnja za oba nova, nekaj novega, verjetno tudi ne smemo biti prestrogi do sebe. Tudi ne vem, če naprimer prvič ne naredimo tako po čisto po teoriji oziroma tako, kakor pač bi si želeli, imamo pač vedno možnost popravnih izpitov, ne. Točno to. In jaz tudi dam svojima dvema otrokoma tudi možnost, da popravita, ne. Ampak jim dam jasno sporočilo, jasno jim dam vedeti, to se ne počne. In potem jim dam še eno priložnost, kjer imata možnost se ustaviti ali pa narediti nekaj drugega. Zdaj, včasih temu sledita, včasih ne, a ne? In takrat, ko ne sledita, je seveda pač potrebno odreagirati. Kadar pa sledita temu,
pa sej prvič morda ni vedel ali pa se je spozabil ali pa pač to je otrok, ki se razvija, ki se uči. Meni se ne zdi nič slabega, da mu damo kot neko opomnik, opozorilo, neko jasno sporočilo in mu pomagamo, da po tej poti potem tudi gre. Zakaj ne? Ja. Verjetno je zelo pomembno, recimo, če damo zahtevo, da se potem te zahteve tudi potem držimo. Če bova dala mogoče daš kakšen konkreten primer. Definitivno, recimo, sej tukaj se včasih zgodi tudi, da zadevo ne moremo izpeljati do konca in takrat se mi zdi, da imamo največje občutke neuspeha. Recimo otroku rečemo naj pospravi, nam se pa mudi nekam. Je treba doma pospraviti, čas nas lovi, saj vemo, vse nas prehiteva življenje, Na neki točki morda ni več časa, da bi vztrajali pri tej zahtevi, ker moramo nek opravek narediti, nekaj drugega storiti. In v tistem trenutku je čas vedno dejavnik in v bistvu naš zaveznik v tem primeru. In ne rabimo biti prestrogi do sebe. Poglej, tukaj bova pustila, zdaj morava iti babici, po te in te stvari, tako kot smo dogovorjeni, da ne bova zamudila, ampak tisto pustimo tam, tiste igrače pustimo razmetane tam. In ko se bomo vrnili, bo pa potem pospravil, nič hudega. Bistveno je, da je to sporočilo jasno. Če smo mi dali to zahtevo, da bo on pospravil sam, lahko gremo tudi v kompromis, ti pomagam, eno jaz, eno ti, ne vem, skratka prilagodimo, če mu je težko, zminimaliziramo. Ampak bistveno pa je, da on to zahtevo tudi izpelje in da mi pri njej vztrajamo. In če ne zmoremo zjutraj, ko se nam mudi v službo, bo pa potem popoldan to. Včasih se to da, včasih se ne da, ampak najhujše je tisto, ko pol gremo in mi pospravimo namesto otroka, ker ni bilo več časa ali pa energije ali pa so prišle druge stvari. In lahko spet izkoristimo novo motivacijo. Pridemo domov in potem se naš otrok spomni, da on bi pa zdaj tiste puzle imel iz police, mami, a greva sestavljati. In mi ne rabimo nič zlonamerno, ampak čisto lepo rečemo, ja, to je pa krasna ideja, bova šla sestavljati, ampak a veš kaj? Najprej morava še pa pospraviti kocke, to te še pa čaka. Bova najprej pospravila, pa bova pa dala puzle dol. In morda, ko otrok mal popusti tista togota, ki je bila takrat in ko se on zafiksira in se ne da, ker vztraja pri svojem, bo morda to mal spustilo in bo pa lažje to tudi naredil. Tako da tukaj je čas naš zaveznik, ne rabimo ga vzeti kot sovražnika, če se nam mudi. Res se mi zdi zelo dobro, zelo si dala tak primer, kar res nam večkrat čas bi rekla, a ne smo vezani na kakšno aktivnost naprej. In mogoče res v tistem mislimo, da je najboljš, da mi pospravimo, ampak da lahko v bistvu to tako izpeljemo, da potem otrok in mogoče bomo res čez nekaj časa pa lažji in ga v bistvu tako, kot si ti dala primera, ga bo spet čakala ena aktivnost, ki ga bo motivirala oziroma se bo veselila. Tako. In takrat bo spet čist ena druga situacija, ki bo bistveno lažja za nas, še vedno bomo, in tudi za otroka, še vedno bomo pa dosegli tisto, kar smo si pač tudi sami na nek način zastavili. Zdaj, tudi recimo včasih nič ni narobe s tem, če mi nimamo časa, zavestno, da vemo, zdaj pa ne bo časa za to, da bi on pospravil, tudi morda ne rabimo te zahteve podati. Pospravimo skupaj z njim ali pospravimo namesto njega, skratka nič ne rečemo, ker vemo, da bomo neuspešni in je morda s tem naredimo manj škode, kot če bi vztrajali in potem ne bi prišli do konca in pa pospravimo mi namesto njega. Tako da takrat morda lahko tudi, včasih se to da, včasih ne, ampak postavimo predvsem takrat, ko vemo, da bomo to lahko izpeljali, da bomo lahko šli tudi v to z otrokom. Ja, res, tako se mi zdi zelo praktično, vsi te nasveti, res, da pač, če pa damo zahtevo, se pa pač tega držimo. Pač, lahko, naprimer, tako, kot si rekla, pospravimo skupaj, mu prilagodimo, ampak mora pa tisti en del narediti.
izpeljati. Zdaj, recimo en primer, ko smo se hčerko tudi učili obuvanja, da se ona sama obuje in ko je veliko težav delala in pa je metala čevlje, je bila vsa jezna, da mora to početi. In recimo zjutraj nisem nič rekla, sem jo kar obula, ker sem vedela, da takrat nima smisla, takrat ni čas za to, da mi dve greva v to učenje. Ker se mudi, imam še sina, moram, kupiti obveznosti, sem jo obula in sva šle. Popoldan, ko pa sva mi dve šle na dvorišče, takrat sem pa jaz imela čas čakati, vztrajati, ji pomagati, skratka, iti v ta proces učenja z neko zahtevo, ki sem jo pač njej tudi podala. Tako da lahko v tem vmesnem obdobju tudi delamo tako kombinacijo, preden smo res fiksni na tem, da mora otrok to vedno narediti sam, tako kot mi rečemo. Tako, kot si rekla, odvisen od starosti, od vsega, a res otrok recimo se že hitro obuja ali pa se v bistvu res šele uči obuvanja. Tako. Odlični nasveti. Mogoče še tisti primer s trgovine, ki se mi zdi zelo aktualen. Zelo pogosto tudi recimo tisti, ki niso starši, opazijo mogoče, da si otrok v trgovini nečesa zaželi in potem, ko tisto ne dobi, mogoče tak včasih vreščeč izziv oziroma ali pa se vrže na tla oziroma neželeno vedenje. Kako bi mogoče v tem primeru svetovala, kako postopamo? Zdaj, morda bi bilo tukaj smiselno malo širše vseeno povedati, kako reagirati v takih primerih, kadar se pač zgodijo neka taka neželena vedenja. Recimo v tem primeru je zelo pač jasno, zakaj je otrok to naredil. Otrok je videl čokolado na polici, tako kot si rekla, to si je zamislil in to si želi. In je to v bistvu tisti vzrok, ki vzdržuje zdaj to neko njegovo vedenje in se je zaradi tega to tudi pojavilo. Zdaj, vemo, da v trgovini se lahko otrok meče na tla tudi zaradi drugih razlogov. Ni nujno, da je to zaradi tega, ker si želi nekaj. Lahko mi morda poklepetamo z neko prodajalko, srečamo koga, in v tistem trenutku nima naše pozornosti in išče našo pozornost, je razlog čisto drug. Lahko morda v tistem trenutku, mu damo zahtevo, poglej, daj tele stvari not v košarico zloži in on ne želi tega narediti in skuša pobegniti pred to zahtevo. Se pravi, ti vzroki, zakaj se otrok vrže na tla v trgovini, so lahko zelo, zelo različni. In zato ni instant odgovora, kako odreagirati, ko se otrok vrže na tla v teh različnih primerih. Zdaj, recimo, ko si želi nekaj oprijemljivega, recimo čokolado, takrat je najbolj smiselno, ko pač mi prvič to doživimo v trgovini, rečemo, očitno ima s tem naš otrok težavo, ima neki izziv, ko vidi neke stvari, ki so mu všeč. Se pravi, moramo postaviti neko pravilo, moramo morda skleniti nek dogovor. In bistveno lažje je, če se mi malo pripravimo na to že vnaprej, in se mi dogovorimo, ko gremo naslednjič za njim v trgovino, se pravi, kaj bomo mi v trgovini kupili. Lahko je to seznam, kjer napišemo, če otrok ne zmore brati, je to lahko, tudi napisano, so sličice, lahko uporabljamo najrazličnejše pripomočke. In ko gremo z njim spet v trgovino, pri čemer bomo zagotovo lažje speljali, če je to majhna trgovina, bolj predvidljiva kot veliki supermarketi, za tiste otroke, starše, ki imajo otroci veliko težav, priporočam majhne trgovine, ker so obvladljive in je lažje potem to tudi izpeljati. In takrat mu mi pokažemo, danes nisva prišla po čokolado, poglej, kaj sva prišla iskati. In mu pokažemo ta seznam. In avtomatsko mi damo stran od sebe to. Jaz bi tudi čokolado, pa bombone, pa še druge stvari, ampak nimava denarja, midva smo vzela za tisto, za kar sva se dogovorila. To bova midva danes kupila. In ko otrok to konkretno vidi, nekje napisano, ker lahko smo mi tudi empatični do njega in sočustvujemo z njim v tistem trenutku, je to bistveno druga zgodba. Mu pokažemo. Lahko gremo v kompromis, če je zelo hudo in mu rečemo, tukaj sva dala tudi, da bomo neke pekovske recimo izdelke, si lahko zbereš, a boš žemljico, ali boš čokoladni rogljiček, recimo, mogoče si boš pa tukaj kaj od tega zbral, ampak za to čokolado pa se danes nisva dogovorila. Lahko pa se dogovorima, kdaj jo bova kupila.
In lahko mi recimo vzamemo ven telefon, bova tukaj dala kar v koledar noter. Jaz imam na telefonu koledar, ker imam 1001 stvar, pa bom še čokolado not zapisala. In on to ve, ki piše čokolado. Noter zapiševa in rečemo, ko od naslednji teden v petek šla, takrat pa bo čokolada. Zdaj, če je to kakšna večja stvar, pa potem seveda je to lahko za rojstni dan ali kaj takega, lahko pa je tudi ne. Mi si lahko privoščimo, da rečemo, tega ne moremo ali pa ne bomo kupili. In ponudimo alternativo nečesa drugega, da bi otrok to tudi lažje speljal. Zdaj, zavisi pa seveda od tega, kako daleč pol to gre. Zdaj je otrok agresiven tam do nas, a brca, grize, ne vem, kaj počne. Tiste pa pol že druga zgodba, kako v bistvu pa te agresivne vzorce tudi spet modificirati, spreminjati, jih preoblikovati, ker pri vseh teh stvarih, sploh v zgodnem obdobju, otrok težko interpretira neke čustvene situacije, še teže jih v bistvu pa potem tudi obvladuje. Tako, in takrat spet, kot smo prej govorili o nekih alternativah, lahko ponudimo neke alternative. Mene ne moreš, mene ne smeš, ne moreš mene brcati ali pa griziti. Tam imava midva polšter za jezo, tam pa lahko. In je mogoče v tem prvem obdobju, kjer še ne zmore naprednejših obvladovanja te svoje jeze, ki je čisto v redu in na mesto morda v tistem trenutku, ko jo čuti, in mu damo priložnost, možnost neke alternative, kjer to izrazi na socialno sprejemljiv način in v bistvu predela čustvo na tej ravni razvojni, kjer trenutno otrok tudi je. Se pa seveda vzporedno učimo tudi potem bolj socialno sprejemljivih oblik, da mogoče, ne vem, čez čas preizkuša s kakšnimi drugimi strategijami, ki bi ga pomirile. Ampak v tistem trenutku pa morda še on ni pripravljen in je to dobra alternativa. In na ta način ga učimo tudi v odnosu do drugih, da tudi do otrok ne more biti agresiven. Če tudi je jezen, ker mu je nekdo nekaj vzel ali pa nekaj naredil, je ta meja dosti jasno pač tudi postavljena. Tako da, tukaj sploh pri postavitvi teh meja, ali je to agresija ali kakršnekoli meje, vse to, kar sva danes govorile, mislim, da je tu res zelo pomembno, da smo tako na nek način zelo odločni, ko to naredimo, da to mejo odločno postavimo. Zdaj, če smo mi nesamozavestni in neprepričani in otroka sprašujemo v tistem trenutku, bomo zelo težko to dosegli. Takrat, če potrebujemo tudi to, lahko gremo v kopalnico, se pogledamo v ogledalo in se rečemo, to je prav, to moram narediti, da dobimo to samozavest in zdržo z glasom, za vso pojavo to tudi spelje. In po drugi strani smo pa tudi spoštljivi do otroka. Moramo biti pa tudi spoštljivi. Se pravi, da skrbimo za to, da ne postavljamo sebe v vlogo neke žrtve, po drugi strani tudi čuvamo otroka, ampak postavljamo te zdrave meje in tukaj prevzamemo to odgovornost kot starši tudi nase. Tukaj težko mi prelagamo to odgovornost na otroka. Si tako lepo res s to odgovornostjo zaključila, Jaz bi te lahko poslušala še kakšno uro, 2, zagotovo. Mislim pa, da sva te glavne stvari pokrile, glede postavljanja mej, glede oblikovanja pohval, glede oblikovanja kritik neželenega, pogostih neželenih vedenj. Res si podala veliko konkretnih napotkov, nasvetov, da si lažje predstavljamo, v bistvu, da nam je tudi res zelo uporabno, da je veliko stvari, da lahko prenesemo v prakso. In mislim pa, da bi te bilo fajn večkrat poslušati, Saja, da nam res to ostane. Tako da res, mogoče še kdaj, se res veselim. Veseljem. Če bi še ti kaj dodala, kar se ti zdi res bistveno, pomembno, kar misliš, da smo spustili? Kaj pa vem, mislim, da smo že zelo veliko povedali, Mogoče res eno tako načelo, ki se ga lahko držimo, manj besed, več dejanj, da odreagiramo, mogoče manj razlagamo in pripovedujemo,
ampak kratko, enostavno, preprosto in potem v bistvu odreagiramo in otroku pomagamo, da nam tudi zmore slediti. Sicer pa jaz verjamem, da vsak otrok se zmore učiti in verjamem, da je vsak starš poklican za to, da zmore to tudi speljati. Tako da nam pa takšni podcasti, razne knjige in izkušnje pa dajo potem to, da morda, ko pridemo v neko obdobje, ki je zahtevnejše, zdržimo, korak za korakom napredujemo tudi naprej. Še jaz bi se ti res zahvalila. Hvala, da si se odzvala. Sem zelo počaščena. Hvala lepa, Polona, tudi tebi. Mi je bilo v veselje in morda še kdaj. Ja, hvala tudi vsem poslušalcem in se slišimo.